Kako je Amerika aretirala Madura, predsednika Venezuele? Pravzaprav, še preden so ameriški vojaki ujeli Nicolasa Madura 3. januarja 2026, nekaj mesecev so se težave med Venezuelo in Združenimi državami še zaostrile. Da bi razumeli, zakaj je vse pripeljalo do vojaške operacije, se moramo vrniti k dogodkom iz leta 2025. Odnosi med državama so že dolgo problematični. Maduro je postal predsednik Venezuele leta 2013, toda po predsedniških volitvah julija 2024 se je spor še povečal. Volilna komisija Venezuele je razglasila, da je Maduro zmagal, vendar pa niso objavili popolnih rezultatov iz vseh volišč. Opozicija pa je izjavila, da je njihov kandidat Edmundo González pravi zmagovalec. Nekateri mednarodni opazovalci in države prav tako postavljajo pod vprašaj uradne rezultate. Združene države niso priznale Madura kot legitimnega zmagovalca volitev, ko se je začelo leto 2025. Volitve niso bile več edini problem Washingtona z Madurjem. Ameriška vlada ga že dolgo obtožuje povezav s trgovino z drogami. Maduro je zanikal obtožbe in dejal, da ga Amerika želi odstraniti s položaja. Ena od skupin, ki jih je Trumpova administracija pogosto omenjala, je tudi Tren de Aragua, venezuelska kriminalna tolpa, ki se je razširila tudi v druge države. Trumpova administracija je trdila, da ima tolpa povezave z Madurovo vlado. Vendar je ameriška obveščevalna ocena navedla, da ni dovolj dokazov, da bi lahko rekli, da Madurova vlada neposredno nadzoruje dejavnosti Tren de Aragua. 2. septembra 2025. Situacija je nenadoma postala resnejša. Predsednik Donald Trump je napovedal, da je ameriška vojska napadla čoln iz Venezuele v Karibskem morju. Po navedbah administracije, Trump je čoln prevažal prepovedane droge in je bil povezan s Tren de Aragua. Umrlo je 11 ljudi. To je bil prvi znani napad, potem ko so ZDA poslale več vojaških ladij v Južni Karibi. Operacija se ni končala pri eni ladji. V naslednjih mesecih je ameriška vojska večkrat napadla čolne, za katere so sumili, da se uporabljajo za trgovino z drogami v Karibih in na Pacifiku. Ko je prišel konec decembra, izvedli so več kot 30 napadov in najmanj 110 ljudi je bilo ubitih. Trumpova administracija je povedala, da so bili ti napadi potrebni, da bi preprečili vstop nezakonitih drog v Združene države. Vendar je način izvajanja operacij postal sporen. Celotni dokazi o vsebini čolnov in identiteti ljudi na krovu niso vedno razkriti javnosti. Nekateri pravni strokovnjaki in skupine za človekove pravice so se tudi vprašali, ali je uporaba vojaške sile proti domnevnim preprodajalcem drog na morju zakonita. Medtem ko se število napadov povečuje, se povečuje tudi število ameriških vojaških ladij ter vojaških letal v Karibih. Za Madura je jasno, da to, kar se dogaja, ni več preprosta protidrogarska operacija. Povedal je, da Washington uporablja trgovino z drogami le kot izgovor, da prestraši Venezuelo in ga odstrani s položaja. Na javnih dogodkih večkrat ponavlja, da Venezuela noče vojne. 21. novembra udeležil se je študentskega dogodka v Caracasu, kjer je govoril o miru in plesal pred množico. Toda prav tisti dan se je v ozadju javnega nastopa Madura dogajalo nekaj veliko resnejšega. Trump in Maduro sta se pogovarjala po telefonu. Po poročanju Reutersa je Maduro prosil za način, kako bi lahko zapustil Venezuelo, skupaj s svojo družino v zameno za nekatere pogoje, vključno s pravno zaščito in odpravo nekaterih sankcij. Trump ni sprejel večine zahtev, Maduroju naj bi dali en teden, da odide, vendar se to ni zgodilo. Medtem ko dogovora ni bilo, se je pritisk Amerike še povečal. Decembra Združene države so začele ustavljati in zasegati nekatere naftne tankerje, povezane z venezuelsko trgovino z nafto. Trump je prav tako odredil blokado proti sankcioniranim naftnim tankerjem, ki vstopajo ali izstopajo iz Venezuele. Madurova vlada pa je dejanja Amerike označila za nezakonita in podobna piratstvu. Nafta je pomembna, saj je to glavni vir dohodka Venezuele. Imajo tudi posebne dogovore. Malaking proven oil reserves. Zato, čeprav Trumpova administracija kot glavni razlog za pritisk navaja trgovino z mamili in nacionalno varnost, Maduro pa vedno ponavlja, da si Amerika v resnici želi nadzorovati venezuelsko nafto. Sredi napetosti se Maduro še naprej pojavlja v javnosti, kot da je popolnoma miren. Decembra videli so ga, kako poje in pleše na dogodkih, medtem ko je govoril, da noče vojne z Združenimi državami.
Toda medtem, ko je to počel, se je vojaški pritisk na njegovo vlado vse bolj stopnjeval. Ko je prišel zadnji dan, leta 2025, Maduro je še vedno poskušal pokazati, da je dogovor mogoč. Dejal je, da je Venezuela pripravljena sodelovati z Združenimi državami v boju proti trgovini z mamili. Dejal je tudi, da je država odprta za ameriške naložbe v naftno industrijo, kot to že počne Chevron. Toda na tej točki niso bile več samo sankcije, okoli Venezuele so bile prisotne ladje z mamili in diplomatske grožnje. Velika sila ameriške vojske je že nameščena v regiji in le še nekaj dni je ostalo, preden bo Amerika izvedla operacijo za dokončno odstranitev Madura s položaja. Kljub temu, čeprav je Maduro še vedno odprt za pogovore, se je že prepozno. Zvečer, 2. januarja 2026, je predsednik Donald Trump dal končno povelje za začetek misije. Nekaj ur potem se je začela operacija Absolute Resolve, načrt za aretacijo Nicolasa Madura in njegovo prepeljavo v Združene države. Amerika se je na operacijo dolgo pripravljala. Nekaj mesecev pred napadom je ameriška obveščevalna služba preučevala gibanje Nicolasa Madura, kraje, ki jih pogosto obiskuje, njegovo varnost in kraje, kjer bi ga lahko našli. Ameriške specialne enote so prav tako vadile na simulirani različici kraja, kjer naj bi potekala operacija. Pričakovali so, da bodo Nicolasa Madura ujeli, cilj je bil, da bo operacija hitra in da se zmanjša možnost neuspeha pri njegovem zajetju. Amerika je uporabila izjemno veliko vojaško silo. Več kot 150 letal iz približno 20 baz je sodelovalo v operaciji. Vključeni so bili lovci, bombniki, helikopterji, droni in druga podporna letala. Medtem ko so helikopterji s specialnimi enotami vstopali, ameriška vojska je napadla tudi nekatere zračne obrambe in vojaške cilje Venezuele. Da bi zmanjšali njihovo sposobnost preprečevanja operacije, so okoli 2. ure zjutraj 3. januarja v Caracasu in bližnjih krajih odjeknile eksplozije. Eden glavnih ciljev ameriških sil je bil kraj, kjer se je nahajal Maduro. Glede na podrobnosti operacije, ki so jih objavili po napadu, Maduro je poskušal priti do varne sobe, vendar so ga ameriške sile ujele, preden je lahko vstopil. Z njim so ujeli tudi njegovo ženo Cecilio Flores. Hitro so jo odpeljali iz kraja s helikopterjem. Iz Venezuele Madura in Floresovo so najprej odpeljali na ameriško vojaško ladjo, preden so jo prepeljali v Združene države. Trump je istega dne potrdil, da sta oba že v ameriškem priporu. To je bila velika novica za ves svet. V samo eni noči je predsednika Venezuele ujela vojska druge države, kar na njegovem lastnem ozemlju. Za Trumpovo administracijo je bila to akcija organov pregona in nacionalne varnosti. Proti človeku, ki se že dolgo sooča s kazenskimi obtožbami v Ameriki. Za venezuelsko vlado in kritike operacije pa je to pomenilo kršitev suverenosti Venezuele. Tudi zakonitost uporabe ameriške vojske na tak način je postala velika tema po operaciji. Ko sta prispela v New York, sta bila Maduro in Flores pridržana v zvezdnem priporu. 5. januarja sta se pojavila na zvezdnem sodišču v Manhattnu. Maduro se sooča z obtožbami vključno z zaroto za narkoterorizem in zaroto za uvoz kokaina. Zanikal je obtožbe in se izrekel za nedolžnega. Tudi Celia Flores se je izrekla za nedolžno. Na zaslišanju je Maduro povedal, da je še vedno predsednik Venezuele in vztrajal, da so ga prisilno pripeljali v Združene države. Vendar pa je vprašanje, ali je bila njegova aretacija zakonita in ali ima imuniteto kot nekdanji vodja države, zdaj del ločenega pravnega boja na ameriških sodiščih. Julija 2026 je zvezni sodnik določil začetek njegovega sojenja za junij 2027. Medtem pa Venezuela ostaja brez voditelja. Po venezuelskem sistemu je podpredsednica Delcy Rodriguez prevzela vlogo začasne predsednice. Vrhovno sodišče Venezuele je odredilo, da bo ona začasno vodila državo v odsotnosti Madura in prisegla je kot začasna predsednica 5. januarja. To ne pomeni, da je izginila celotna Madurova vlada. Veliko nekdanjih vojaških in političnih voditeljev je ostalo na svojih položajih. Zato se, čeprav so Madura aretirali, celoten sistem Venezuele ni takoj spremenil. To je tudi razlog, zakaj je bilo težko napovedati, ali bo prehod potekal mirno ali pa bo pripeljal do novih nemirov. Toda takoj po aretaciji Madura se je pojavilo še eno veliko vprašanje. Zakaj je prišlo do tako obsežne ameriške vojaške operacije? Uradni razlog Trumpove administracije so bile dolgoletne kazenske ovadbe proti Maduru, trgovina z mamili in grožnja kartelov Združenim državam. Toda pri tem se pogovor ni končal. Trump je večkrat omenil venezuelsko nafto po operaciji.
Venezuela ima največje dokazane zaloge nafte na svetu. Zato je hitro postalo del razprave vprašanje, kako pomembno vlogo ima nafta pri ameriški odločitvi. Trumpova administracija je dala velik poudarek nadzoru nad smerjo venezuelskega naftnega sektorja po odhodu Madura z oblasti. Obstaja še en pomemben del Trumpove strategije, še preden so ujeli Madura. Leta 2025 je njegova administracija začela nekatere velike kriminalne skupine iz Latinske Amerike označevati kot tuje teroristične organizacije, vključno s Tren de Aragua in MS-13. Ta oznaka je ameriški vladi dala širša pravna orodja proti ljudem, ki nudijo pomoč ali podporo tem skupinam. Toda uvrstitev med teroristične organizacije ne pomeni samodejno, da lahko vojska uporabi silo proti njim kjerkoli. Ko so ZDA začele uporabljati smrtonosne vojaške napade proti domnevnim ladjam z mamili, takrat se je pravna in politična razprava še bolj zaostrila. V samo nekaj mesecih se je nekdanja kampanja proti trgovini z mamili spremenila v veliko vojaško operacijo, ki se je končala z aretacijo samega predsednika Venezuele. Kljub temu, po aretaciji Madura je bilo eno največjih vprašanj, ali ima Amerika dovolj pravnih pooblastil za izvedbo operacije. Po ustavi ZDA Kongres ima pooblastilo razglasiti vojno, vendar je predsednik vrhovni poveljnik vojske. Zaradi tega v Ameriki že dolgo poteka razprava o tem, do katere mere lahko predsednik uporabi vojaško silo bez jasnega odobritve kongresa. V primeru Venezuele ni bilo nove razglasitve vojne ali posebnega zakona strani kongresa, ki bi neposredno dovoljeval veliko vojaško operacijo proti državi, je Trumpova administracija izjavila, da je zajetje Madura policijska operacija, s katero naj bi ga pripeljali v Ameriko in ga soočili s kazenskimi obtožbami. Toda, ker so uporabili veliko vojaško silo znotraj druge države, je veliko zakonodajalcev in pravnih strokovnjakov podvomilo v to razlago. Po operaciji so nekateri senatorji celo poskušali sprejeti zakon, ki bi Trumpu preprečil dodatne vojaške ukrepe v Venezueli brez odobritve kongresa. To je pokazalo, da tudi znotraj same Amerike niso enotna mnenja glede obsega predsedniške moči v takšnih situacijah. Pomembno je tudi, kaj je Trumpova administracija naredila proti kartelom. 20. februarja 2025 so Združene države uradno uvrstile Tren de Aragua in nekatere druge kriminalne skupine na seznam tujih terorističnih organizacij. Ko je neka skupina na tem seznamu, ima ameriška vlada več možnosti ukrepanja, da sledi denarnim tokovom, članom in ljudem, ki skupini pomagajo. Toda to ne pomeni, da lahko, če je kartel označen kot teroristična organizacija, avtomatično bombardirajo ali napadejo z vojsko kjerkoli. Uporaba vojaške sile je še vedno drugačen vprašanje, še posebej, če bi to pomenilo vstop na ozemlje druge države. Tukaj je postala pomembna obtožba proti Maduru. Ameriški tožilci že dolgo obtožujejo Madura in nekatere venezuelske uradnike, da so pomagali pri pošiljanju kokaina v Združene države. Maduro je zanikal obtožbe in se izrekel za nedolžnega, potem ko so ga pripeljali v New York. Obstajajo tudi ljudje, ki so blizu njegovi družini, ki so bili vpleteni v trgovino z mamili. Dva nečaka žene Madura so bili aretirani leta 2015 in kasneje obsojeni v Združenih državah zaradi načrtovanja tihotapljanja več kot 800 kg kokaina. Toda ta zadeva ni bila dovolj, da bi dokazali, da Maduro osebno neposredno vodi Tren de Aragua. Zato ostaja resnični obseg njegove povezave s karteli še vedno velik del pravne in politične razprave. Da bi razumeli, zakaj je toliko Venezuelcev že dolgo jezni na Madura, moramo pogledati, kaj se je zgodilo v njihovi državi, še preden so se pojavile velike težave v Ameriki. Nekoč je bila Venezuela ena najbogatejših držav v Latinski Ameriki. Ima ogromne zaloge nafte in velik del prihodkov vlade prihaja iz prodaje nafte. Leta 1999 je na predsedniških volitvah zmagal Hugo Chávez, obljubil je, da bo bogastvo države uporabil za pomoč revnim. Ko so se cene nafte v začetku 2000-ih močno zvišale, je tudi vlada dobila več denarja. Hugo Chávez je velik del prihodkov uporabil za socialne programe, kot so zdravstveno varstvo, izobraževanje, prehranska pomoč in stanovanja. V letih, ko so bile cene nafte visoke, se je revščina v Venezueli močno zmanjšala, toda pa se za tem skriva velika težava. Venezuelsko gospodarstvo je postalo preveč odvisno od nafte. V druge industrije je bilo premalo vlaganj in razvoja, zato je vlada lahko financirala številne programe, dokler so bile cene nafte visoke.
Toda, ko so cene padle, je velik del prihodkov hitro izginil. Chavez je umrl leta 2023. Njegov izbrani naslednik, Nicolas Maduro, je postal predsednik. Le leto kasneje je cena nafte na svetovnem trgu močno padla. To je bil velik problem za Venezuelo, saj je skoraj celotno njeno gospodarstvo odvisno od prihodkov od nafte. Toda ni bila samo cena nafte razlog za zlom. Že dolgo obstajajo težave s korupcijo, pretirano državno porabo, nadzorom cen, šibke so druge industrije in upada proizvodnja državnega naftnega podjetja. V naslednjih letih so se pomanjkanje hrane in zdravil še poslabšali. Vrednost denarja je padla in prišlo je do hude inflacije. Milijoni Venezuelcev so zapustili državo zaradi težkega življenja. Okrepili so se tudi politični protesti proti Maduru, hkrati je vlada postala strožja do opozicije. Preiskovalci Združenih narodov in skupine za človekove pravice so venezuelske varnostne sile obtožili mučenja, samovoljnih aretacij in drugih resnih kršitev človekovih pravic. Na volitvah so opozicija in mednarodni opazovalci večkrat postavili pod vprašaj poštenost postopka. Zato je imel Maduro že dolgo pred prihodom ameriške vojaške operacije velike težave znotraj same Venezuele. Toda to še ne odgovarja samodejno na vprašanje, zakaj se je Trumpova administracija odločila uporabiti tako veliko vojaško silo. Eden najbolj očitnih možnih razlogov je nafta. Venezuela ima največje dokazane zaloge nafte na svetu. Potem, ko so ujeli Madura, je Trump večkrat govoril o nafti v državi in o vstopu ameriških naftnih podjetij v Venezuelo. Združene države so imele tudi veliko vlogo. Pri tem, kako bodo ravnale z venezuelsko nafto in jo prodajale po operaciji, zaradi tega so Trumpovi kritiki hitro povedali, da je nafta res glavni razlog za zajetje Madura. A vendar je situacija bolj zapletena. Združene države so same že ene največjih proizvajalk nafte na svetu. Večina venezuelske nafte pa tudi ni tako enostavna za pridobivanje in uporabo. Velik del tega je težka nafta. To je vrsta nafte, ki jo je težje in dražje predelati kot lažjo surovo nafto. Veliko delov venezuelske naftne industrije je bilo tudi poškodovanih in zanemarjenih več let. Zato, čeprav so rezerve velike, še vedno potrebujejo milijarde dolarjev, novo opremo, delavce in še veliko let, da bi lahko znatno povečali proizvodnjo. To pomeni, da je nafta pomembna za interese Amerike. Vendar je težko reči, da je nafta edini razlog za celotno operacijo. Trumpova administracija ima širši pogled na Venezuelo in celotno Latinsko Ameriko. Washington želi zmanjšati trgovino z drogami, ki gre v Združene države. Prav tako želi zmanjšati veliko migracijo iz držav s politično in ekonomsko krizo. In Amerika želi, da njen vpliv v zahodni polobli ostane močan. To je del sveta, kamor spadajo Severna Amerika, Srednja Amerika, Južna Amerika in Karibi. Pomembno vlogo imajo tukaj tudi Kitajska, Rusija in Iran. Že vrsto let je vlada Madura tesno povezana s temi tremi državami. Venezuela je trgovala s Kitajsko, kupovala je vojaško opremo iz Rusije, prav tako je sodelovala z Iranom pri nekaterih gospodarskih in energetskih projektih. Za Washington Venezuela ni le revna država s težavami z drogami, je tudi država, ki je zelo blizu Združenim državam, ima velike zaloge nafte in močne odnose z glavnimi nasprotniki Amerike. Zato je, če vse to združimo, bolj jasno, zakaj je Venezuela postala tako pomembna za strategijo Trumpove administracije. Prisotna sta trgovina z drogami, migracije, nafta, politična nestabilnost in naraščajoč vpliv Kitajske ter Rusije v regiji. Ni enega preprostega razloga, ki bi lahko pojasnil vse. In čeprav Trumpova administracija trdi, da sta nacionalna varnost in trgovina z drogami v središču njihove odločitve, je prav tako jasno, da sta bila nafta in nadzor nad smerjo zahodne poloble del večjega načrta. Da bi bolje razumeli večjo ameriško strategijo, je zelo pomembno, da se vrnemo k stari zunanji politiki, imenovani Monroejeva doktrina. Leta 1823 je ameriški predsednik James Monroe izjavil, da evropske države ne bi smele več širiti svojih kolonij ali se vmešavati v Amerike. Takrat je bilo veliko držav v Latinski Ameriki na novo osvobojenih izpod evropske oblasti. Preprosto povedano, sporočilo je bilo naslednje. Evropske države naj se izogibajo vmešavanju v zahodno poloblo. Toda, leta 1823 to še ni bilo mogoče. Zato je bila sprva to le velika politična opozoritev. Ko so Združene države Amerike postajale močnejše, se je spremenila tudi uporaba Monroejeve doktrine. V začetku 20. stoletja so jo uporabili, da bi pokazali, da si Združene države želijo imeti velik vpliv v Latinski Ameriki in na Karibih.
V naslednjih desetletjih so se Združene države večkrat vmešavale v države v regiji. To je vključevalo vojaške operacije, podporo in pritisk proti voditeljem, ki so jih štele za grožnjo ameriškim interesom. Ob drugi Trumpovi administraciji je bila ta ideja ponovno poudarjena. V nacionalni varnostni strategiji, ki je bila izdana decembra 2025, je Trumpova administracija jasno povedala, da želi okrepiti vpliv Združenih držav v zahodni hemisferi. To je poimenovala novi pristop oziroma Trumpov korolarij k Monroejevi doktrini. Ideja je preprosta. Amerika želi ostati glavni varnostni in gospodarski partner držav v Severni Ameriki, Srednji Ameriki, Južni Ameriki in na Karibih. Prav tako želi preprečiti, da bi velike rivalske države, kot sta Kitajska in Rusija, pridobile večji nadzor nad pomembnimi pristanišči, energetskimi projekti, vojaškimi objekti, telekomunikacijami in drugimi strateškimi sredstvi v regiji. Tu postane še bolj jasno, zakaj je Venezuela tako pomembna. Je blizu Združenih držav, ima ogromne zaloge nafte in že vrstoletja vlada Madura tesno povezana s Kitajsko in Rusijo. Zato iz perspektive Washingtona Venezuela ni le problem glede drog ali volitev, je tudi del večjega boja o tem, kdo bo imel večji vpliv v zahodni polobli. To ne pomeni, da sama Monroejeva doktrina daje pravno podlago in da Amerika lahko posega v druge države. To je načelo zunanje politike. Ni zakon, ki bi samodejno dovoljeval uporabo vojaške sile. In to je razlog, zakaj je bilo aretiranje Madura tako kontroverzno. Nekateri Venezuelci so bili veseli, da je izgubil oblast. Veliko Venezuelcev med milijoni tistih, ki zdaj živijo v tujini, je že dolgo odšlo zaradi gospodarske krize in političnega zatiranja. Vendar ima Maduro še vedno podpornike znotraj Venezuele. Po njegovi aretaciji so potekali shodi, na katerih so zahtevali njegovo vrnitev. Težko je reči, da ima celotno venezuelsko prebivalstvo enotno mnenje. Prav tako je težko natančno izmeriti resnično javno mnenje v državi, ki že dolgo trpi zaradi pomankanja politične svobode in strahu pred povračilnimi ukrepi vlade. Medtem se primer Madura nadaljuje v Združenih državah, sooča se z zveznimi obtožbami, vključno zaroto za narkoterorizem in zaroto za uvoz kokaina. Zanikal je obtožbe in se izrekel za nedolžnega. Ena od njegovih glavnih obramb je način njegove aretacije. Po besedah njegovih odvetnikov so ZDA kršile mednarodno pravo, ko so da prijele z uporabo vojaške sile na ozemlju Venezuele. Obstaja še ena velika težava – imuniteta vodje države. Maduro trdi, da je bil še vedno zakoniti predsednik Venezuele, ko je bil aretiran. Če bo sodišče to sprejelo, bi to lahko vplivalo na vprašanje, ali je zaščiten kot vodja države. Vendar ameriška vlada Madura v času operacije ni priznavala kot zakonitega predsednika, zato bo vprašanje njegove imunitete postalo velika pravna bitka. Pa zadeva še ni končana. Julija 2026 je zvezni sodnik določil, da se sojenje Maduro in Celi Flores začne 1. junija 2027. Obstaja tudi zgodovinski primer, ki ga pogosto primerjajo s primerom Madura. Decembra 1989 so Združene države napadle Panamo v operaciji Just Cause. Eden glavnih ciljev je bil voditelj Manuel Noriega. Noriega se je prav tako soočal z obtožbami zaradi trgovine z drogami v Združenih državah. Po invaziji skril se je na diplomatsko misijo Vatikana v Panama Cityju. Kasneje se je predal 3. januarja 1990. Noriego so odpeljali v Združene države in mu sodili na zveznem sodišču. Poskušal je izpodbijati zakonitost svojega prijetja in vojaške invazije, vendar mu to ni uspelo preprečiti. Leta 1992 je bil Noriega obsojen zaradi trgovine z mamili in drugih obtožb. Obstaja še en pomemben primer Vrhovnega sodišča ZDA, ki vpliva na tovrstna vprašanja. V primeru Združene države proti Alvarezu Maceinu leta 1992 je Vrhovno sodišče povedalo, da prisilni prevoz obtoženca iz druge države ni samodejni razlog za izgubo pristojnosti ameriškega sodišča. Vendar to ne pomeni, je to takoj zakonito. Po mednarodnem pravu vsako vojaško zajetje v drugi državi sta dve različni vprašanji. Ameriško sodišče lahko odloči, da lahko sodi obtožencu, medtem ko se ločeno razpravlja o tem, ali je vlada kršila mednarodno pravo, da bi prijela to osebo. To je prav ena največjih težav v primeru Madura. Po njegovem prijetju so številne države in pravni strokovnjaki postavili vprašanje,
Ali lahko močna država vstopi na ozemlje druge suverene države in aretira njenega voditelja brez dovoljenja te države ali Varnostnega sveta Združenih narodov? Trumpova administracija je kot razloge za operacijo navedla nacionalno varnost, trgovino z mamili in samoobrambo. Kritiki pa so dejali, da bi to lahko ustvarilo nevaren precedens. Če bi tudi druge močne države uporabile enake razloge, bi jim to lahko olajšalo upravičevanje vojaških ukrepov proti voditeljem revnejših in šibkejših držav. In tukaj lahko vidimo, zakaj je vprašanje večje od Trumpa in Madura. Ko je Maduro izginil, Venezuela prav tako ni samodejno postala stabilna. Delcy Rodriguez je postal začasni voditelj, medtem ko je veliko nekdanjih uradnikov in varnostnih sil vlade ostalo na svojih položajih. Hkrati se je novo vodstvo začelo bolj tesno povezovati z Združenimi državami. Washington je postopoma spremenil nekatere sankcije in odprl večje priložnosti za tuje naložbe v venezuelsko naftno in plinsko industrijo. Vendar še vedno ni jasno, kam bo Venezuela šla. Možno je, da bo prišlo do bolj odprtega političnega sistema in bolj svobodnih volitev. Možno je tudi, da bo velik del nekdanje strukture oblasti ostal, tudi če Madura ne bo več. Prav tako je možno, da bo nova vlada postala bolj odvisna od Združenih držav Amerike. Zato je težko celotno zgodbo pripisati samo enemu razlogu. Ni samo droga razlog, prav tako ni dovolj reči, da je razlog samo nafta. V večjo sliko sodijo migracije, varnost, trgovina z drogami, nafta, politična stabilnost in pa tekmovanje Amerike s Kitajsko in Rusijo za vpliv v zahodni polobli. V nacionalni varnostni strategiji že sama Trumpova administracija jasno navaja cilj, da Združene države postanejo glavni gospodarski in varnostni partner v regiji ter preprečijo, da bi države tekmice prevzele nadzor nad pomembnimi sredstvi. Zato aretacija Nicolasa Madura ni le konec politične kariere. To je tudi velik preizkus, kako daleč lahko Združene države uporabijo svojo vojaško moč za zaščito svojih varnostnih in političnih interesov. Za Venezuelo še pomembnejše je, kaj se bo zgodilo naprej. Pravi pokazatelj sprememb ni le, kdo je v predsedniški palači, pomembneje je, ali bodo potekale resnično svobodne volitve, boljše gospodarstvo, varnejše življenje in vlada, ki je odgovorna svojim državljanom. Kajti tudi, če je Maduro že ujet, največje vprašanje v Venezueli še vedno ni odgovorjeno. Kdo bo resnično odločal o prihodnosti države? Ali bodo to sami Venezuelci ali pa močnejše države, ki imajo tu svoje interese?